Spoštovani visokošolski učitelji, dekani, prodekani, kolegi, strokovni sodelavci, študente in ostali gostje. Dovolite mi, da vam v imenu programskega odbora Posveta izrekam dobrodošlico. Danes otvarjamo prvo od 8 predvidenih konferenc v sklopu projekta, namenjenih ozaveščanju o pomenu visokošolske didaktike. Projekt inovativne in krožne oblike učenja in poučevanja za kakovostne kariere diplomantov in odlično visokošolstvo, ki ga z akronimom poimenujemo tudi INOVUS, skupaj izvajamo vzorce, s katerimo so pristopili vsi 4 slovenski javni visokošolski zavodi, in sicer Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Univerza na Primorskem. Namen projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, je izboljšati kakovost visokega visokošolskega izobraževanja z uvajanjem prožnejših oblik učenja in poučevanja. In cilj današnjega posveta je ravno ta, da vam predstavimo projekt vseh svojih razsežnosti, namen, predvideni dejavnosti in cilje, ki jih želimo doseči. Naj iskreno povem, da ko smo načrtovali razpored konferenc, smo sledili logiki, da če imamo na sporedu 2 konferenci letno, naj bo prva ob koncu prvega semestra, druga pa ob koncu drugega semestra. Razmišljali smo, da bo ravno februar, ko je izpitno obdobje, idealni čas za prvo konferenco, ko smo visokošolski učitelji bolj spremenjeni, pa smo se ušteli. Prezrli smo, da je v tem obdobju nam nagajajo viroze in gripe, ki razsajajo naokrog. Tako da moram v samem začetku opravičiti odsotnost 2 ključnih figur današnjega posveta, ki so odsotni zaradi bolezni. In sicer prorektorica Univerze na Primorskem, docentko dr. Sonjo Rutar, ki naj bi modelirala programizem in celoten dogodek, in dr. Eriko Rustja, vodjo sektorja za visoko šolstvo na Direktoratu za visoko šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Erika Rustja nam je poslala prijazen dopis, v katerem nam v imenu ministrstva zaželi uspešno konferenco in vso srečo v projektu na poti. Sedaj pa predajam besedo dekanu Fakultete za turistične študije, izrednemu profesorju Janezu Metincu, ki nas danes prijazno gosti na tej čudoviti lokaciji. Res dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na turistiki, na fakulteti, ki edina v Sloveniji ima kompletno vertikalo študija od diplomskih do doktorskega študija, in zdaj jaz bi mogel nekaj povedati o tej fakulteti, ampak to ponavadi pričakujete. Tako da bom to minuto spravil za eno drugo misel, ki mi je sprovocirala beseda inovativna. Namreč mi imamo doktorski študij inovativnega turizma. Tukaj je ta povezava. Ima ta povezava še eno malo globjo zadevo. Ne vem, če veste, ampak inovacije so bile sprejete kot nekaj novega in kot take, kot so zelo pozno in so se začeli šele leta 1880. Patenti so bili mnogo prej. In od leta 1880, ne glede na to, da so patenti pa 300 let prej bili že zabeleženi, je teh inovacij v zadnjih 150 letih veliko več, kot je pa patentov. In pravzaprav, kaj je inovacija? To me je sprovocira. Ker pa nas na fakulteti študimo za inovacije in vedno je tudi vas posvet namenjen inovacijam, je pa dejstvo, da pred tem inovacijam obstaja še čisto zamisel pa ideja, ki nikoli ne rešuje problema. Je pa dobra zamisel in ideja. In naslednji korak je invencija. Invencija je razvoj te ideje do točke, ko vemo, kako je ta problem rešljiv, ni pa nujno, da se ta invencija izkaže v praksi kot uporabna. Naslednji korak v tem razvoju te ideje
je potencijalna inovacija, ko pripeljemo zadevo do končne uporabnosti, izvedemo tudi, če želite, že pilotske primere, ampak nikoli pa še ni bilo uporabljeno v praksi. In moč inovacije je ravno v tem, da se potrdi v praksi. Inovacija je ideja, razvita in potrjena v praksi, ali pa, če želite, inovacija je nekaj, kar se da prodajati. V šolstvu, v turizmu, kjerkoli. Tako da resnično želim, da bi bile inovacije in krožne oblike učenja in poučevanja nekaj, kar bi se prijelo v praksi in kar bi vsem skupaj nam pedagoškim delavcem pomagali do še boljšega dela pri tem, ko razvijamo tele naše mlade upe. Tako da uspešno delo, sonce v zuni, pejte tudi kaj ven pogled na sonček, če ste že prišli na obalo, in vse dobro potoloženo turisti. Hvala za prijetne želje in spodbudno misel. Sedaj bi k mikrofonu povabila še profesor dr. Maron Cotič, dekana Pedagoške fakultete, ki na ravni Univerze na Primorskem koordinira projekt inovativne krožne oblike učenja in poučevanja. V imenu Univerze na Primorskem in seveda posebej v imenu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem vas lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam najprej prorektorico Univerze v Mariboru, dekane fakultet vseh treh slovenskih univerz, Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem, predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in predstavnike CMEPIUS-a, profesorje, sodelavce, strokovne delavce ter vse ostale prisotne. Pred kratkim sem se pogovarjala s kolegico, ki se mi je pohvalila s tem, da je v času njenega študija predaval na fakulteti izjemno pomemben znanstvenik in kaj si je najbolj zapomnila od teh predavanj. Predvsem to, da si ni zapomnila niti ene same besede. V spominu bi ostalo to, da sploh ni opazil, ko je tik pred njegovim nosom iz predavalnice izginilo par vrst študentov, ker se je tako zatopil v teoretske palače, ki jih je gradil s svojimi besedami. Vsi vemo, da so besede pomembno orodje visokošolskega pouka, ki tudi danes večinoma še zmeraj potujejo od profesorjev k študentom. Zanimivo bi bilo raziskati, koliko besed izrečenih v predavalnicah strmoglavi v prepad pozabe, ki zja med govorniškim pultom in študentskimi sedeži. In predvsem, kaj je tisto, kar med govorci in poslušalci ustvari magnetno električno vez, ki zbliža, spodbudi vprašanja, raziskovanje, učenje. O tem razmišlja tudi slovenska znanstvenica doktorica Aleksandra Kornhauser. Verjetno ste brali tudi intervju z njo v sobotni prilogi, ki meni, da bi morali metodam poučevanja posvečati bistveno več pozornosti v znanosti, pa tudi v gospodarstvu in politiki. Ko se v spominih vrača k izbiri stroke, ki je zapečatila njeno usodo, pravi takole. Najbolj pri mojemu značaju ustrezala fizika, a me moj srednješolski učitelj ni znal pritegniti, bil je samo razumski, brez čustva, vsaj nad dijakinjem se je zdel tak. Učitelj pa mora poleg znanja spodbujati tudi ljubezen do vede. Samo tako lahko ne sanjaš in sanje so bistvene za vsako ustvarjalnost. Platonov pedagoški eros in seveda Sokratova majevtika, torej. Potrpežljivo vodenje učenca, ki mora najti jasno pot spoznavanja. Večinoma se skrb za učinkovito učenje in poučevanje pripisuje osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem. Visokošolski učitelji pa naj bi bili v prvi vrsti znanstveniki, mar ne? Mar ni torej njihova prvenstvena naloga raziskovanje, objavljanje, sodelovanje v projektih, mreženje? Tema današnje konference kaže v drugačno smer.
v domnevo, da odličen znanstvenik ni nujno a priori odličen visokošolski učitelj. Kako naj torej sodobni visokošolski učitelj organizira poučevanje današnjih generacij? Kako naj se prilagaja njihovemu svetu in njihovim vrednotam? In predvsem, kako naj za to najde čas in motivacijo, če upoštevamo diktat sodobne znanstvene produktivnosti in tekmovalnosti? O teh vprašanjih se v javnosti ne razpravlja veliko, zato je današnja konferenca izziv in priložnost za konstruktivno razpravo na to temo. Želim vam ustvarjalno konferenco. Po uvodnih pozdravih pa predajam besedo izrednemu profesorju dr. Tomažu Deželjanu iz Univerze v Ljubljani, vodji projekta na ravni celotnega konzorcija, da nam predstavi sam koncept projekta. Lepo pozdravljamo vse skupaj, tudi v mojem imenu. Bojim se, da bo tako poetski, morda pa več tehnična, prijetno za prvič. Je zelo dobro, da nekako jasno predstavimo vse, kar želimo s tem projektom učiti. Skratka, projekt se imenuje inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. Zdaj, ko smo mi na nek način oblikovali ime projekta in v končni fazi tudi akronim, smo se soočali s tem, da dejansko želimo vendarle na nek način povedati čim več o projektu, hkrati pa nasloviti bistven problem, ki ga imamo trenutno v visokošolskem prostoru. To pa je ne samo, da visokošolski učitelji niso inovativni v svojem učenju in poučevanju, ampak da pogosto tudi nimajo osnov. In v bistvu smo razmišljali, kako pripeljati osnove in potem na tem graditi inovativnost. Sam nisem, ne prihajam z področja pedagogike, tako da nekako tudi moja osnovna disciplina, pa tudi discipline, ki jih gojimo na moji izvorni fakulteti, nekako narekujejo potem tudi to naravo dela visokošolskega učitelja, ki je le redko na nek način soočen s tem, da osvoji neke osnove oziroma pridobi določene podlage z področja visokošolske didaktike in seveda potem tudi nekaterih bolj inovativnih pristopov. Tako da nekako to je bilo izhodišče. Kako izkoristiti teh 3,28 milijonov evrov za to, da bodo ljudje, ki dejansko vsak dan pridejo v predavalnico, se soočajo s študenti, imeli čim več od tega, da jim ne bodo prve 3 vrste pobegnile takoj, ko začnejo. In nekako, ne vem, kako je z vami, ampak tudi jaz sem imel take profesore, pa verjetno tudi meni se kaj to zgodilo. Tako da na nek način je to osnova. In to želimo v naslednjih nekaj letih v maksimalni možni meri nasloviti. Seveda pa imamo tudi zahteve države, ki je podprla to veliko inicijativo, ki jih seveda bomo tudi uresničili. In nekako, če morda omenim še konzorcij, bil je omenjen na začetku, ampak vendar, ker je država želela zelo celostno pristopiti k temu projektu oziroma k tej želji, da naslovi področje učenja in poučevanja. Zdaj, sam prihajam s področja kakovosti, tako da lahko vam rečem, da v bistvu vsi akreditacijski organi gledajo področje učenja in poučevanja.
nekako to je področje, ki je zelo mehko, to je področje, kjer v resnici znanstveniki, ki so lahko odlični znanstveniki, pogosto na neki način trpijo oziroma imajo precejšnje manke in nekako tega se zavedajo vsi. In tako nekako je tudi potem ministrstvo zasnovalo ta razpis, da je bil osnovni pogoj, da so udeleženi v konzorciju vsi javni visokošolski zavodi, kar pomeni 3 univerze, torej v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, ter fakultete za informacijske študije. Vendar to niso osnovni člani, to so osnovni člani, niso pa edini člani konzorcija. Dejansko je konzorcij razširjen tudi na vse tiste visokošolske zavode, ki so želeli pristopiti k tej iniciativi. In morda se bom zmotil, ampak mislim, da jih je trenutno 24, ki so pogodbeno pristopili k tej iniciativi, morda je kdo z teh zavodov tudi danes tukaj, zato ker vsi ti zavodi in njihovi učitelji imajo pravico do brezplačnih usposabljanj, ki jih organiziramo mi. In seveda tudi njih zajemamo vse ostale aktivnosti, kot so deljenje gradiv in pa seveda tudi analizo. Kar pomeni, ko bom govoril o tem, kaj počnemo in kaj bomo počeli, ne govorim samo o konzorciju 4, ampak v resnici o slovenskem visokošolskem prostoru. In to mislim, da je dober korak naprej, ki ga je naredilo ministrstvo, kljub temu, da na začetku verjetno tudi odprlo nekaj izzivov, ki bi jih sicer ne imeli, kolikor bi to pač delali nekako znotraj svoje hiše. Toda nekako generalno gledano je projekt razdeljen na osnovne in podporne aktivnosti. Sam bom začel od zadaj in pričel s podpornimi, ker menim, da so ključne za osnovne. Gre pa za to, da je razdeljen na usposabljanja in vse, kar podpira usposabljanje. Zakaj začenjam s podpornimi? Ker so v bistvu na nek način to dokazi in argumenti, ki nam bodo na koncu dali najbolj optimalen program usposabljanj za vse, torej za slovenski visokošolski prostor. V resnici tudi najbolj optimalen program usposabljanj za vse zavode, ker dejansko bomo imeli na nek način možnost, da prilagajamo potrebam zavoda tudi posamezne usposabljanja in na nek način to bo vpogled v dejansko stanje, ki nam bo tudi po preteku projekta močno koristilo pri načrtovanju aktivnosti na tem področju. In kljub temu, da teh aktivnosti je že kar nekaj, bodisi na ravni, če govorimo v kontekstu univerz, članic, bodisi na ravni celih univerz, vendarle pa v bistvu obseg usposabljanja, ki nudi ta projekt, vendarle kakovosten premik naprej. Bom potem postregal tudi z nekaterimi številkami. Skratka, začenjamo sicer s podpornimi aktivnostmi zato, da bomo dosegli kazalnike, ki jih moramo doseči. Seveda, hkrati izvajamo tudi usposabljanja. Vsi vi verjetno ste že dobili kako vabilo na usposabljanje, ki je organizirano v okviru tega projekta. Torej, nekako usposabljanja potekajo na način, da kdorkoli se lahko udeleži kateregakoli usposabljanja, ne glede na to, kdo organizira to usposabljanje. Vem, da pri nas smo doživeli prav dober odziv, ko je precej naših kolegov odšlo na usposabljanje na Primorsko. Takrat smo ugotovili tudi, da jih precej živi na Primorskem in jim je to celo bliže kot Ljubljana, tako da so imeli dvojno ali celo trojno motivacijo, ampak vendarle dejansko nekako že na samem začetku je postali jasen, da v resnici delamo skupaj. In to bo dejansko potekalo v naslednjih 3 letih zagotovo intenzivno, sam pa upam, da tudi še naprej v eni obliki oziroma na nek način eni konfiguraciji, ki jo bomo na nek način vzpostavili sedaj. Ker vendarle
tudi ko smo pripravljali projekt, smo ugotovili, da sicer imamo veliko učiteljev, veliko podpornega osebja, pa vendarle malo visokošolskih didaktikov. In malo ljudi, ki v resnici nam dejansko lahko nudijo osnovno podporo, da dosežemo cilje projekta, kot smo si zastavili sami in kot nam je zastavilo tudi ministrstvo. Tako da ne bom predolg. V podpornih aktivnostih imamo eno od aktivnosti, ki traja vzdolž celotnega trajanja projekta, in to je priprava analize stanja s predlogi za pripravo strateškega dokumenta, kar pomeni, najprej bomo pogledali, kaj se dogaja, kaj potrebujemo in kaj s tem početi. In to smo razdelili v naslednje alineje oziroma naslednje podaktivnosti, znotraj katerih sodelujejo vsi partnerji. Seveda glede na svojo motivacijo in v končni fazi tudi znanje, ki jih lahko prispevajo. In na začetku, kar je morda ključna podaktivnost znotraj te aktivnosti, je analiza oblik učenja in poučevanja v praksi. Torej, da vidimo, koliko česa potrebujemo. Sam vam lahko povem, da vsaj na Univerzi v Ljubljani je daleč največje povpraševanje po osnovah visokošolske didaktike. In dejansko tudi to sliko, kaj mi potrebujemo in koliko daleč s to inovativnostjo naj gremo v prvem koraku. Skratka, potem seveda v sklopu tega analiza potreb učiteljev. In predvsem, tako kot to vidijo učitelji sami, pa po drugi strani tudi tisti ostali deležniki, ki so bili poprej že omenjeni. Torej, tako študenti, kako študenti vidijo svojega učitelja, pa potem na nek način drugi deležniki, tudi je dejansko gospodarstvo, pa ne gospodarstvo, pa zbornice in tako naprej, dejansko, da vidimo, kje smo in kakšna je percepcija tega, kar počnemo in kar imamo. Potem, hkrati, kot sem že dejal, zelo močen trend evropskih asociacij, tudi lahko predvsem imeli Evropsko asociacijo univerz, ki je zelo močna in je dejansko predvsem svojih aktivnosti usmerila v učenje in poučevanje. Torej, te aktivnosti že narekajo neka načela učenja in poučevanja, ki se bodo v relativno kratkem časovnem roku zapisala tudi v določena pravila, v določena merila, ki nam bodo dejansko bodi si določala, bodi si grenila življenje vsak dan, ko se bomo soočali z nekimi pogoji, ki jih postavljajo različni notranji in zunanji sistemi kakovosti. Potem pa seveda ne bomo pozabili tudi na inovativne pristope učenja in poučevanja. Seveda bomo pogledali, koliko tega je tudi navznoter že sedaj, pa tudi kaj vse obstaja in približno kje smo. Kako lahko povem, trenutno na Univerzi v Ljubljani peljemo proces na nek način identifikacije teh načel, in temu pravimo načela pedagoške odličnosti. Lahko smo razbrali vsaj 43 praks, ki gredo preko obstoječih meril, ki jih predvidevajo, ki so predvidena za visokošolske učitelje in seveda niso nikjer zaznani. Torej, ko je bilo rečeno, dober znanstvenik je zaznan, ki ima sikris. Dober pedagog ni zaznan, ker nima svojega sikrisa. Ima svoj sikris, ampak to je znanstveni sikris. In kar smo mi želeli narediti je ravno to, torej, da prepoznavamo ta pedagoški sikris, ki ga ni. Nekako nekatere od članic so tudi pri nas šle že precej početjo. Skratka, zaznali bomo to, kar obstaja, ker obstaja marsikaj dobrega. Skratka, potem prihaja pa tisti drugi del. Torej, na podlagi tega, kaj imamo, kaj obstaja in kje smo mi, je naša bistvena, vse je bistveno.
Ampak ena od bistvenih nalog ta, da oblikujemo izhodišča in pripravimo osnutek strategije na področju učenja in poučevanja. Torej, to bo nacionalna strategija. Če prevedem v nek pravni jezik, to bo resolucija, ki jo bo sprejel parlament. V končni fazi je to daljnosežen dokument, ki pa dejansko mora vsebovati seveda to, kar imamo in tudi na nek način cilje, kamor želimo na nek način v nekem srednjeročnem obdobju priti. In zato v resnici ta del na začetku malo pregleda, kaj obstaja, tako pomemben, tako za naše notranje potrebe, da bomo res pripravili najboljše ali pa čim boljše programe v usposabljanju, kot zato, da bomo v bistvu si sami začrtali pot, po kateri bo šel cel slovenski visokošolski prostor v prihodnosti. In seveda pri tem, torej pri drugem delu, nekih post-analize, imamo seveda tudi zraven različne druge profile, tako pravnike in tako naprej, da bo ta dokument primeren iz vseh zornih kodov. No, in to je v bistvu analiza. Temu bi lahko rekli analiza stanja. Potem pa imamo usposabljanja, ki so ključna aktivnost. In tam vidite številko. 6.83 vključitev in sodelavcev v usposabljanje. Zdaj, to morda ne pomeni nič, ampak bom povedal nekako statistiko, ki jo imam za Univerzo v Ljubljani. Mi imamo 2000, malo manj kot 2700 visokošolskih učiteljev. V zadnjih 4 letih, 4 pa še nekaj, 4 letih, 4,5 resmo, smo uspeli vključiti po tej metodologiji približno 1300 visokošolskih učiteljev. Kar pomeni, ta projekt je za nas ogromen zalogaj, ker bomo v bistvu morali izvajati usposabljanja vsaj z 2-krat večjo dinamiko, kot smo to počeli do sedaj. In zaenkrat smo mi ves čas operirali s predpostavko, da je večje povpraševanje, kot je ponudba. Sedaj pa imamo tako situacijo, ko bo v bistvu večja ponudba, kot je povpraševanje. In seveda moramo zato pripraviti primeren program in da tudi primerno strukturirati, da bo res prišel, torej da bo res namenjen vsem tistim, ki ta znanja potrebujejo ali pa si jih želijo. Tako da to je v resnici kar velik zalogaj in ne govorim tudi samo za Univerzo v Ljubljani, jaz mislim, da govorim za vse zavode, ker iz pomanjkanja prehajamo skoraj da že na presežek. No, ne bom tega izrekel, ampak dejansko je pa dejstvo, da nam je na nek način tu omogočeno, da počnemo precej česar, ki smo prej mogli početi. Usposabljanja torej sledijo sodobnim spoznanjem pedagogike, andragogike, didaktike, predvsem pa bi poudaril tudi disciplinarnim področjem, ki jih je sicer ministrstvo zapisalo po klasifikaciji Klasius P. Nekako mi smo to gledali predvsem po disciplinarnih poljih, to smo si pomagali s tipologijo Viglana, ki na nek način bili vedeno trde in mehke, uporabne in temeljne, da na nek način res zajamemo vse tiste profile in tudi specifičnosti teh disciplinarnih profilov, da bodo ta usposabljanja res namenjena njim, pa da jih bodo oni tudi tako razumeli in si jih udeleževali. Nekako kot ključna izhodišča smo si zadali to, kar ste že imeli možnost prebrati, je pa dejstvo, da smo sledili seveda temeljnim strateškim dokumentom, ki obstajajo na tem polju. Torej, to pa je predvsem strategije Evropske komisije, potem Evropske asociacije univerz, OECD in pa seveda tudi tistim izhodiščem, ki izhajajo iz disciplin, ki se s tem ukvarjajo. Drug del, ki se nanaša še vedno na isto aktivnost, je oblikovanje gradiva didaktiki za vsa študijska področja, za
visokošolske učitelje in strokovne sodelavce. Naj vas ne zmede terminologija, mi poznamo drugačno, je pa to dejstvo, da je to terminologija, ki jo je ministrstvo uporabljalo in zadnje tega projekta. Ampak vse približno vemo, o čem govorim. Gre pa v bistvu za to, da, in bom povedal praktičen primer. Torej, in verjetno imate sami tudi take primere. Torej, ko smo akreditirali enega od skupnih študijskih programov, smo ugotovili, da imajo nekateri zavodi to zelo dobro razvito, kar pomeni imajo teaching manual, ki je na voljo vsakemu učitelju, ki začne učiti na samem programu, kjer se spozna s tem, kaj želi program početi, po drugi strani pa tudi na nek način ugotovi, kje sam je. Mi tega nismo mogli. In ugotovili smo, kako bi bilo to uporabno, da bi seveda nekaj takega imeli, bodi si na ravni programa, bodi si na ravni fakultete, bodi si na ravni celotne univerze. Mi želimo s tem projektom to narediti na ravni celotnega slovenskega visokošolskega prostora. Seveda, če programi ali kdorkoli tega ne bodo želeli upoštevati, nič za to, ampak obstajajo tisti, ki bodo, pa nimajo in bo to še kako koristno. In na nek način je to temeljni namen. Torej, da oblikujemo gradiva o visokošolski didaktiki, ki pa imajo splošni in specialni del. Zdaj, na nek način smo ves čas bili soočeni situacijo, da moramo slediti tej klasifikaciji Klasius 5, ne 5.16, ampak ne glede na to, tudi tu smo nekako pogledali, kaj to pomeni za nas. In na nek način smo se potem odločili tudi za voljo dinamike, po kateri poteka sam projekt, da imamo potem to splošno didaktičen del, ki bo uporaben za vsakega učitelja, ki stopi v predavalnico, in pa torej, specialno didaktičen del, ki pa bo na nek način sovpadal z nekimi disciplinarnimi značilnostmi, kjer pa bomo naslovili specifike posameznih disciplin, kot so tehnika, medicina, v končni fazi pedagogika in različnih drugih disciplin, ki imajo svoje specifičnosti. In na ta način seveda tudi približali to početje nekaterim disciplinam, ki imajo, morda lahko rekel, naraven odpor do visokošolske didaktike, ker se bojijo, da to pomeni pač osnovno šolo. Tukaj sem upravil besede, eno od prodekanj, ki mi je povedala, s kakšnimi težavami se sooča, ko skuša kolege prepričati, naj se odložijo usposabljati. Tako da razbijo tudi malo strani. Tako da to je drugi temeljni del tega početja znotraj projekta in na koncu je lahko to del, ki bo v resnici, prej sem govoril o tisti strategiji, tukaj pa z materiali v resnici res zakoličil na nek način pot na srednji ali pa celo na daljši rok, torej na tem področju za celoten visokošolski prostor. Sam vem, da Univerza v Ljubljani bo to vzela kot svoj osnovni teaching manual in ga bo predpisala. Potem, pa ravno zato, da ne ostane to vse skupaj nekje v zraku, oziroma v domeni tistih, ki se tako ali tako že s tem ukvarjajo, imamo pa tudi aktivnost oziroma skupino posameznikov, torej visokošolskih učiteljev, ki delujejo kot tako imenovani multiplikatorji. Vse poznate ta koncept, to je v resnici tudi dosti trendy koncept, zato verjetno je tudi pristal v tem projektu, vendar ne pa ima lahko precejšen vpliv. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko znotraj vsake discipline, če pa ne discipline, pa zagotovo znotraj vsake hiše, imamo posameznika, ki na nek način postane diseminator teh znanj, ki se bodo tu generirala. Po drugi strani pa tudi neko središčno ali pa središčni akter, okoli katerega se kopičijo aktivnosti na temo učenja in poučevanja. Če povem po domače,
Saj pri nekaterih članicah oziroma zavodih so to bodisi prodikani za študijske zadeve, bodisi posamezniki, ki so bili zelo pomembni deli bodisi komisij ali pa drugih iniciativ, ki so se ukvarjali z učenjem in poučevanjem. In to pomeni, da smo dobili res prave člene, ki v resnici že sedaj imajo svojo veljavo na področju učenja in poučevanja znotraj zavoda in bodo v resnici lahko še bolj podprti pri tem, kar počnejo. Bistvena značilnost oziroma bistvena prednost tega, da je posamezni multiplikator, je ta, da seveda si tudi izbere usposabljanje v tujini, se ga udeleži in potem deli svoje izkušnje v domačem okolju, torej v domači organizaciji. Kar pa je tudi zelo pomembno, ti multiplikatorji za nas pomenijo recenzente za specialno didaktično gradivo, kar pomeni, da mora se nam zgoditi, da bo potem nekdo, ki ne prihaja z okolja, ki se izvorno ukvarja s tem področjem, dejal, da je za osnovno šolo. Ne bo se to zgodilo, zaradi tega, ker imamo področne recenzente ravno zato, da vkolikor bo kakšen element teh gradiv, ki ne bo najbolj kontekstualiziran na njihovo okolje, da bomo preko teh recenzentov zaznali in na nek način uslužili. Tako da nekako so tudi sooblikovalci gradiv, ne nalagamo pa jim, vem, da je tudi marsikdo od vas danes tukaj tudi multiplikator, ne nalagamo pa jim oziroma vam dela, da boste vi pisali didaktično gradivo. To se ne bo. No in potem imamo še dve zelo pomembni podporni aktivnosti. Portal, morda se sliši, ok, imamo website. Ne gre za to. Želimo imeti portal, ki bo živel in vseboval vsa ta gradiva, hkrati pa kreiral skupnost tudi po koncu projekta. Mi smo se zavezali, da bomo ta portal podpirali tudi po koncu projekta, kar pomeni, da bi moral postati referenčno mesto za pridobitev vseh teh gradiv, ki se bodo oblikovali, po drugi strani pa za deljenje izkušenj. Ker ko bo nekdo, ki je danes še študent, verjetno čez 10 let stopil v predavalnico kot visokošolski učitelj, bo potreboval enaka znanja, kot jih mi danes, potrebujemo danes, ali pa smo jih potrebovali 15 let nazaj. In ravno ta skupnost, kjer bo v resnici na nek način akumulirano znanje in tudi vse izkušnje, ki se bodo nabrali v tem času, arhivirane, bo lahko nek osnovni pripomoček tem posameznikom. Zato koncipiramo to spletno stran, seveda na začetku tudi kot nek portal, kjer objavljamo to, kar počnemo, potem pa pod neko osnovo za skupnost, ki bo živela še dolgo po koncu tega projekta. In zadnje, to je zadnji slajd. Ko si odahnete. Imamo 6 posvetov. Prvi posvet je seveda bolj informativne narave, da na nek način vsi zagrizemo v to, kar je dekan izpostavil, kaj sploh je inovativno, pa tudi kaj v resnici bi mogli početi. Seveda potem vsak semester bomo imeli več. Bomo imeli tudi več izidov, torej bodisi naših raziskovanj, bodisi naših drugih aktivnosti, torej z vidika priprave gradiv, dilem in tako naprej. In to je primerno mesto, da se seveda najprej to diseminira, da se o tem razpravlja in da se seveda tudi na nek način s tem oblikuje ta skupnost, za katero upamo, da bo potem tudi živela naprej. Torej, to je funkcija teh posvetov, je pa dejstvo, da na nek način so ti posveti tudi priložnost, da navzven, in to bomo seveda tekom projekta tudi poskušali zelo intenzivno početi, da tudi navzven kažemo tistim, ki to zanima, ali pa tudi tistim, ki bi to moralo zanimati, kaj počnemo in kako je to pomembna stvar.
Tako da najlepša hvala, da ste pretrpeli teh 20 minut, mislim, da je celo bilo več, tako da se opravičujem. In tudi jaz vam želim prijetno razpravljanje v današnjem dnevu. Hvala. Najlepša hvala za nazorno predstavitev. Zdajle mislim, da je vse malo bolj jasno, kaj točno bomo v projektu počeli, katere cilje bomo zasledovali in katere rezultate gre tudi pričakovati. Preden nadaljujemo, pa smo za vas pripravili tudi okroglo mizo, kajti menili smo, da je ključno, da si tudi razjasnimo, kako sploh pojmujemo inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja. Zato ne bi vabila, da se mi pridružijo, povabila razpravljalce današnje okrogle mize, da se mi pridružijo. In sicer vabim profesorico dr. Milene Ganuš-Grmek, dekanjo Pedagoške univerze, Univerze v Mariboru, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki je tudi vodja projekta na ravni Univerze v Mariboru. Vabim izrednega profesorja Damjana Štefanca, ki koordinira delovanje projekta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je zadolžen za pripravo didaktičnih gradiv in usposabljanj znotraj projekta, ne nazadnje pa je tudi urednik revije Sodobna pedagogika. In vabim še docentko dr. Katarino Rojko iz Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta, ki je tudi vodja projekta za Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu in prodekanja za študijske zadeve. Izvolite. Sem že prej napovedala, je današnjo udeležbo zaradi bolezni odpovedala predstavnica ministrstva. Nam pa je vljudno poslala dopis, kajti v njej smo nameravali nasloviti ključno vprašanje, kako ministrstvo pojmuje inovativne in prožne oblike učenja. In dr. Erika Rusja nam je v dopisu posredovala definicijo, kateri pač sledijo na ministrstvu in ki izhaja iz definicije OECD-ja, ki je leta 2013 izdal publikacijo Innovating Learning Environments. Zdaj, če mi dovolite, da dobesedno citiram, sogovornica ministrstva citira delo OECD-ja, v katerem se navaja, da so inovativne učne prakse vključujejo gojenje pristopov skupnega in družbenega učenja, so prilagojena individualnim potrebam učečih in so utemeljena na mrežnem pristopu. Temeljijo na horizontalno povezanih aktivnostih, uporabljajo odprte učne vire, gojijo odprtost navzven, povezane učne skupnosti, globalno povezane, izkoriščajo najnovejše izsledke znanosti, raziskav in razvoja, so tehnološko napredne, uporaba IKT-ja, poudarjajo načelo učenja kjerkoli, kadarkoli, s pomočjo kogarkoli in s katerimkoli orodji. Temeljijo na krepitvi zmožnosti učečih se in ne zgolj na pridobivanju informacij. Torej, tej terminologiji sledijo na ministrstvu. Mi bi si radi v nadaljevanju okrogle mize še razjasnili, pa kako visokošolski učitelji pojmujejo učenje. In to vprašanje bi naslovila svoji prvi sogovornici, dr. Mileni Ganuš-Grmek. Hvala lepa, spoštovane
kolegice, spoštovani kolegi, se vas lepo pozdravljam in moram reči, da sem resnično vesela, da smo tukaj in seveda hvala vsem, ki ste oziroma smo kakorkoli prispevali, da se je vzpostavil pri projektu, kar ste niso uporabila in veliko je bilo dela tudi v vročih poletnih mesecih, pa vendarle je sedaj lepo, da smo nekoliko bolj o hladnih dnevih tudi tukaj in da se nič lahko povemo. Torej, tako kako sem bila na nek način povprašana, bi želela povedati nekaj o tem, kako visokošolski učitelji gledajo na učenje, na svoje učenje, kako gledajo na svoje spremembe, pa seveda en del bi pa nekako želela nameniti temu, kako visokošolski učitelji v svoje učne načrte vpisujejo metode in oblike dela. Torej, želela bi na nek način opozoriti na pomen didaktičnega znanja, kakor je tudi vodja projekta na nek način omenil, je zelo pomembno, da bomo tudi v vseh naših usposabljanjih začeli izhajati nekako iz osnov visokošolske didaktike. Torej, vsi, ki delamo študenti, se pravzaprav zelo zavedamo, kako pomembno je kvalitetno delo in pa komunikacija s študenti. Večkrat imamo nekako občutek, da visokošolski učitelji ne potrebujejo znanj z področja psihologije, pedagogike, didaktike. Pogosto tudi vlada prepričanje, da je dovolj, da smo dobri na znanstveno-raziskovalnem področju, na izobraževalnem pa že nekako šlo. Vendar temu ni tako. Na to nas v enem besedilu opozarjate tudi živalica Marjenih Požarnik, Andreja Lavrič, ki sta zapisali zanimivo misel in se mi tudi povedala na usposabljanju, ki smo ga imeli tudi iz osnov visokošolske didaktike pred par dnevi na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Profesionalna avtoriteta akademika kot raziskovalca počiva na temeljitem poznavanju njegove discipline. Profesionalna avtoriteta akademika kot učitelja počiva na didaktičnem znanju. To obsega znanje o tem, kako se stroka, ki ji pripada, najbolje uči in poučuje. No, ta projekt bo zagotovo odpravljal te vrzeli. Čeprav veliko visokošolskih učiteljev ni upravljalo izpitov z področja didaktike in psihologije, pa se zavedajo, kako pomembna so ta znanja za njihov profesionalni razvoj. Učiteljeva na predavanjih in vajah so pomembno odvisna od njihovih pojmovanj učenja, študija študentov. Glede na rezultate raziskave, ki smo jo opravili med visokošolskimi učitelji že nekaj let nazaj in tudi visokošolskimi delavci, ugotavljamo, da dokaj homogeno in visoko ocenjujejo vse dimenzije procesno orientiranega pojmovanja učenja, med temi najvišje dinamični pogled na sposobnosti, skupinsko sodelovalno učenje, znanje kot aktivni konstrukt, nekoliko manj notranjo regulacijo učenja in na zadnjem mestu toleranco do negotovosti. To se pravi, na osnovi teh rezultatov raziskav vidimo, da imamo pravzaprav prostor, kjer bomo lahko tudi mi delovali. Zanimivo pa je, da se kar nekaj razlik pojavlja glede na spol. Tako so za profesorice bolj kot za profesorje značilne karakteristike dimenzije notranje regulacije učenja, torej pomen lastnih izkušenj, lastnega načrtovanja, znanja kot aktivni konstrukt, učenje stvaralnih vprašanj, sodelovalno učenje, upoštevanje mnenja drugih in pa toleranca do negotovosti, soočanje z lastnimi napakami, preizkušanje novosti. Morda so tudi nekatere stvari še kako drugače pogojene, ampak to je tako prosto za diskusijo tudi lokalno. Pa še nekaj, kar se mi zdi izjemnega pomena. Kar več kot 80% visokošolskih učiteljev navaja, da so se v času, odkar so zaposleni, spremenili so delo študentov. To je dober znak.
So pa te spremembe statistično bolj značilno prisotne pri visokošolskih učiteljih z več let delovnih izkušenj, tudi zelo pomemben dejavnik, in pa seveda tudi pri profesoricah. Spremembe, ki jih omenjajo, so v skladu s sodobnimi spoznanji o uspešnem učenju. Navajajo, da so se torej spremenili v tej smeri, da v predavanja, v vaje, torej v kakršnekoli pedagoške aktivnosti, spodbujajo bolj študente, torej bolj spodbujajo k delu študente, povezujejo teorijo s prakso, to se pravi, uporabljajo veliko primerov in pa seveda zelo pomemben dejavnik, kar se pa tudi povezuje z nekaterimi drugimi projekti, je pa tudi vključevanje učne tehnologije v sam pedagoški proces. Zdaj, če dovolite še nekaj besed o učnih načrtih, a ne? Seveda, didaktično znanje visokošolskih učiteljev se kaže na različne načine. To, kar bom sedaj povedala, nikakor ni kritika, temveč je posnetek stanja in nam kaže na nek način to, kje moramo mi nadaljevati tudi graditi oziroma na kaj se moramo osredotočiti. Torej, seveda se didaktično znanje tudi kaže v zapisu metod učenja poučevanja, to se pravi, to je v tem razdelku, ki ga poznamo, ki je seveda objavljen in tudi sami pripravljajo učni načrt. Ta dejavnik se nam je seveda zdel zelo pomemben, zato smo opravili analizo in sicer tako, da smo po klasju specifikaciji vsakega področja izbrali 10 učnih načrtov in analizirali predvidene metode učenja in poučevanja. Z analizo metod učenja in poučevanja smo želeli spoznati poznavanje učnih metod strani visokošolskih učiteljev in na nek način njihov pristop k načrtovanju izvedbe pedagoškega procesa, to se pravi za predmet, katerega so nosilci, ki ga dobro tudi poznajo. Ugotavljamo, da visokošolski učitelji za izvedbo pedagoškega procesa načrtujejo uporabo različnih učnih metod. Kot pomemben način prenosa znanja uporabljajo predavanja, ki so oblika razlage. Osebno menim, da so predavanja zelo dobra metoda, vendar pa seveda uporabljena smiselno in pa seveda tudi z nekaterimi vložki, kako bi bilo navedla. Ker se pa sami visokošolski učitelji pomembno zavedajo, da je potrebno predavanja popestriti še s kakšno opazljivo aktivnostjo študentov, so zapisali, da načrtujejo uporabo tako imenovanih interaktivnih predavanj ali predavanj z diskusijo. Torej, želeli so povedati, da je poudarjena aktivnost študentov z vložkih vprašanj ali krajših nalog ali individualno ali pa v skupinah, kar ocenjujem kot zelo dobro prakso. Za izvedbo pedagoškega procesa so nadalje zapisali, da uporabljajo tudi metodo razgovora, metodo prikazovanja, načrtovali so tudi metodo reševanja problemov, metodo primerov in glede na specifiko posameznega predmetnega področja še laboratorijsko eksperimentalno delo. Na osnovi pregleda podajam neke priložnosti za izboljšanje, kjer pač lahko spremljamo. Zagotovo je izjemnega pomena dobro poznavanje značilnosti posameznih učnih metod in raba ustrezne terminologije. Zapisi so bili tukaj kar zanimivi, lahko povem, podana abstraktna konceptualizacija problema, podan primer konkretnega problema in rešitve, konkretna izkušnja, refleksija izkušnja oziroma ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih in tako dalje in tako naprej. Seveda najdemo v teh zapisih nekoliko preveč besed in iz teh zapisov tudi izhaja, da je pomemben poudarek tako pri predavanjih kot pri vajah na izkustvenem učenju. Se pravi, bi lahko samo to zapisali, ampak smo pač poudarili ta moment in tudi vemo in to nam tudi kaže, v kateri smeri moramo nadaljevati naše izobraževanja. Uporabljajo tako razlago, prikazovanje, reševanje problemov, ki lahko iz te kategorije zaključili. Potem tudi več vključevanja sodobnih učnih pristopov v sam pedagoški proces, kar kaže tudi razvijati v okviru tega projekta. Naprimer, zapis samostojni študij, klasična predavanja, interaktivna predavanja, obravnava študijskih primerov, gostujoči predavatelji, seminarski projekti, timsko delo in tako dalje.
Zapis kaže, da skuša sestavljanje učnega načrta in v pedagoško delo vključevati različne sodobnejše pristope, vendar jih ne pojmuje dovolj ustrezno. Tudi o tem kaže se pogovarjanje. Razmislek o nekoliko drugačnem pojmenovanju razdelka metode učenja in poučevanja, tukaj o tem ne biti nekoliko sokorektorno. Sedanje poimenovanje ne odraža dovolj dobro tega, kar naj bi v ta razdelek zapisali visokošolski učitelji. Če metode poučevanja kažejo na to, katere učne metode visokošolski učitelji načrtujejo, da jih bodo uspešno uporabljali pri predavanju ali drugih pedagoških aktivnostih, metode učenja bolj predeljujejo to, kako naj bi se študenti učili ali če bolj visokošolsko, kako naj bi študirali. Do tega pa mislim, da na nek način v učnem načrtu predmeta ne kaže posebej opredeljevati, tukaj lahko pustimo svobodo izbiro samim študentom in pristopom. Torej takole, nosilci predmetov so v svojih zapisih navajali tudi različne učne oblike, frontalno delo, individualno delo, delo v skupinah, delo v parih, kar v tem razdelku ni bilo izrecno zahtevano. Vse je pa zagotovo zdelo pomembno, da so opozorili na organizacijski vidik izvedbe pedagoškega procesa, ki je izjemno pomemben in zelo pomembno prispeva tudi k sami vsebinski izvedbi. Analiza zapisov med področji Klasius kaže tudi na nekatere razlike med temi predmetnimi področji, ki se kažejo predvsem v obliki in dolžini zapisov. Zapisi recimo na področjih izobraževalne vede, humanistika in delno družboslovje so večini primerov nekoliko krajši in se približujejo zapisi učnih metod, kot so opredeljene v didaktični teoriji. To je pa predvsem posledica tega, kaj verjetno so verjetni profesori, ki bodo samem dodiplomskem izobraževanju neke področje, neke znanje so pridobili o tem. Zapisi na področju deloma družboslovja, tukaj mislim predvsem na pravo, zdravstvene vede, so dolgi in lahko na osnovi tega opisa sklepamo naravo posameznih učnih metod. Pri področjih tehnika, tehnologija, naravoslovje in pismo gre v večini primerov za ponovitev zapisa visokošolskih oblik dela, predavanja, različne vrste vaj, ponekod pa so celo k metodam uvrščene artikulacijske stopnje visokošolskega pouka. Torej, ta opravljena analiza, ki je bila opravljena na učnih načrtih Univerze v Mariboru, posameznih fakultet Univerze v Mariboru, nas opozarja, da je smiselno posvetiti nekaj pozornosti učnim metodam, ter uspeli kot uspešnih načinom dela, ki nas pripeljejo do želenega cilja. To se pravi, na začetku je verjetno dobro in prav, da bomo začeli graditi na osnovah visokošolskega. Hvala lepa. Hvala za zelo zanimive podatke. Menim, da je tale začetna analiza stanja, kjer je prej omenil tudi povsem vodja projekta, ki se v začetku izvaja na vseh članicah konzorcija, nam prinaša zelo zanimive podatke. Tudi sama sem preučevala učne načrte, tudi zapise o metodah in oblikah učenja in res priznam, da so izsledki zelo zanimivi. Naslednje vprašanje pa bi ga postavila sogovornici iz Novega mesta, dr. Katarini Rojko. Pred kakšnimi izzivi se postavljajo, oziroma s kakšnimi izzivi se soočajo visokošolski učitelji, ki nimajo oziroma niso pridobili ustreznega pedagoškega izobraževanja? Hvala za besedo. Torej, ob tem vprašanju bi najprej povzela pogoj za izkazovanje pedagoške usposobljenosti v prvi izvolitvi v naziv. V merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev univerz in fakultet je navedeno, da se pedagoška usposobljenost preveri na osnovi uspešnosti javnega preizkusnega predavanja. Ta zagovor ocenijo poročevalci za izdelavo strokovne ocene o usposobljenosti kandidata ter na nekaterih institucijah tudi strani študentskega sveta določen študent, a na tem zagovoru se ne preverja, kako dobro je kandidat na slušatelje prenesel svoje znanje, imenovani izid, kako je sposoben preveriti razumevanje, oceniti znanje, kako je sposoben delati študenti s posebnimi potrebami in tako dalje.
pa je potrebno za uspešno in kvalitetno delo študentov. Namreč, velika večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri nas nima pedagoške izobrazbe in smo strokovnjaki iz raznih orientacijskih področij. Zato moramo izkoristiti vsako priložnost za pedagoško samoizobraževanje in izpopolnjevanje. O tem nas uči tudi star latinski pregovor Docendo Decimus, katerega avtor je filozof Seneca, in pomeni, dokler učimo druge, se tudi sami učimo. Poleg tega imajo mnogi visokošolski učitelji in sodelavci sedaj v stiku študenti določene težave. Veliko jih kritizira današnje generacije študentov, torej generacijo Z, in govori, da nimajo ustrezne koncentracije, nimajo dovolj motivacije, ne spoštujejo avtoritete in tako dalje. Ampak pogledati moramo tudi v ogledalo. Dejstvo je, da so današnje generacije drugačne, a vseeno ostaja naš cilj enak. Opremiti jih moramo znanjem, razumevanjem, izkušnjami. Skratka, omogočiti jim čim boljše izhodišče za uspešno nadaljnjo pot v življenju in karieri. Za delo z novimi generacijami študentov so primerne prožne in inovativne oblike poučevanja in učenja, kot so na primer problemsko učenje, projektno delo, študije primera, učenje z raziskovanjem, terensko delo, diskusije, poraba IKT v pedagoškem procesu, demonstracije, vključevanje izkušenj študentov v učni proces, igra vlog, načrtovalno mišljenje, kritično mišljenje, povezovanje znanja z izkušnjami, uporaba več perspektivnosti in tako dalje. Zato je ta projekt tako dobrodošel za nas. Glede na projektno dokumentacijo moramo doseči določene kazalnike, med drugim kazalnik vključitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev na usposabljanje. Jaz verjamem, da bomo izkoristili to priložnost ter močno presegli ta kazalnik zaradi nas samih, naše želje po uspešnem delu študentov. Na vsezadnje pa ne gre samo za doseganje kazalnikov, temveč za doseganje dejanskih sprememb v duhu časa v vsakdanji pedagoški praksi na naših univerzah in fakultetah. Hvala. Hvala lepa za izčrpen odgovor. Ja, mislim, da so kazalniki samo zaradi potrebe projekta in ministrstva, ne da pač upraviči velik generalni finančnih zalogaj, ne. Se pa strinjam, da delamo predvsem zaradi nas samih. Pa še zadnje vprašanje tretjemu sogovorniku. Kako v našem prostoru že zagotavljamo prožne in fleksibilne metode učenja in poučevanja in kaj bi bilo potrebno še zagotoviti? Hvala lepa za vprašanje. Ne vem, če imam odgovor. Bom poskušal skratka odgovoriti na to, kar ste me vprašali, zlasti pa na nekaj misli, na to izhodiščno vprašanje o glede bi rad povedal. Za začetek moram poudariti, preden karkoli naprej rečem, da nimam čisto nič proti inovativnim in prožnim oblikam poučevanja in učenja. Zdi se mi, da je zelo dobro, da se o tem pogovarjamo, tudi v našem prostoru. Najbrž lahko razumemo koncept inovativnosti in prožnosti tudi izrazito, bi rekel, neutralno. Torej, inovativno razumemo lahko kot nekaj, česar morda prej še ni bilo in smo na novo izumili in upeljali v naš, recimo, šolski prostor zdaj, ali pa nasplošno šolski prostor. Je pa res, da se mi zdi, da v tem šolskem ali pa visokošolskem tudi diskurzu ta izraz, torej inovativno, zlasti inovativno, če zdaj pustim prožno ob strani, ampak zlasti ta izraz, torej inovativno, inovacije in tako naprej, se mi zdi, da je, oziroma koncept, no, mogoče bolj govoriti o konceptu, da gre za enega od tistih konceptov,
ki so najbrž izrazito ideološki koncept. In se mi zdi vredno mogoče neki misli tudi na to temo povedati. V čem se kaže ta ideološka govora o inovativnosti in priložnosti. Po eni strani gre za enega od tistih terminov, ki imajo izrazito pozitivno konotacijo. Vedno, ko se pogovarjamo o inovativnosti in priložnosti, pravzaprav tem terminom a priori pripisujemo nekaj pozitivnega, nekaj, kar so prineslo nekaj dobrega v naš prostor. Pri čemer je seveda, tako kot vsemi stvarmi v življenju, ni vedno nujno tako. Mi lahko koncipiramo in uvajamo različne inovacije, pri čemer določene inovacije dejansko prispevajo k večji kakovosti tistega, kar si želimo. Določene pa najbrž tudi ne. To pomeni neko objektiven pogled na to, kaj pravzaprav prinaša, recimo to, če mu rečemo, da je nekaj novega v visokošolskem prostoru. Se mi zdi, da je, ko se pogovarjamo, tudi ko peljemo ta projekt, je, mislim, da neka objektiven pogled, kaj bi rekel, znanstveno nujen. Po drugi strani se ideološkost kaže tudi v tem, da so pravzaprav tudi termini, ki vzpostavljajo tak polarizacijski diskurs. In tu zelo hitro, znotraj didaktike in pedagogike, imamo take terminologije na tone, torej polarizacijske terminologije. Ko govorimo o izobraževanju, o šolanju, radi govorimo o razliki med sodobno in tradicionalno šolo. Pri čemer je sodobna šola spet a priori tista dobra, pozitivna, neki, ki smo naredili korak naprej. Tradicionalna šola je pa, ko govorimo o tradicionalni šoli, običajno pač to, nekaj, kar je za na odmet skoraj, oziroma tako moraš se potruditi, da utemeljiš, zakaj še rabiš kaj tradicionalne. Zelo podobno je, ko govorimo recimo o metodah, didaktičnih strategijah, zelo radi govorimo o aktivnih metodah, nihče sicer ne govori o pasivnih metodah, ampak če to, da govorite o aktivnih metodah, implicira, da seveda predpostavljate, da obstajajo neke metode učne, didaktične strategije, ki so pasivne ali pa pasivizirajoče, to pomeni, da najbrž je vsem jasno, o čem se pogovarjamo. Ko se pogovarjamo o predavanju, sploh recimo o ex cathedra predavanju, čeprav danes recimo smo na posvetu o inovativnih in prožnih, kaj v velikah metodah in tako naprej, vsega, kar ste deležni do te točke, je ex cathedra razlaga. Skratka, kjer vam razlagamo, da je ex cathedra razlaga, pač razumete, da to ni najbolj okej. Ampak, seveda tudi tu je smiselno vzpostaviti neko, kaj bi rekel, neko kritično distanco do to vrstnega diskursa, ker se mi zdi, da v končni fazi logično je, da je lahko predavanje zelo dobro, lahko je pa predavanje za nič, ali metoda ni kriva, da jo uporabljamo pač na način, ki bod si slušatelje pasivizira ali pa jih aktivira. Tako da, tu se mi zdi, da bomo morali biti pazljivi znotraj tega projekta, da bomo znali te stvari ustrezno postaviti. Hkrati je jasno, jaz nočem biti zdaj preveč aktivističen, ampak hkrati je jasno, da to vrstni izrazi imajo, to pomeni inovacije v visokošolskem izobraževanju, če hočete kompetence, s katerimi smo se ukvarjali 10 let nazaj in tako naprej. To so izrazi, ki imajo vedno tudi neko zelo jasno agendo. In so zasnovani v bistvu tako, da se jim ni mogoče upreti. In dejansko, veste, noben ne more biti proti inovacijam. Noben ne more biti proti kompetentnosti. Tako kot noben ni mogel biti leta 85 proti temu, da smo rekli, da morajo biti otroci vse stransko razvite osebnosti. Skratka, to so v bistvu
izrazi, za katerimi je neka določena agenda, nič ni s tem narobe. Seveda, pa živimo v svetu, ki je interesno pogojen, jaz nimam s tem težave, ne. Ampak mislim, da je zelo dobro, da se tega zavedamo. Ne zato, ker da bi želeli, ne vem, biti kritizerski, ampak zato, da lahko iz tega izvlečemo, kar se da, to bi rekel, produktivni rezultat za nas. Zato se mi zdi, da je naša naloga, da prvič kot neki, bi rekel, kritični misleci znotraj tega, ker akademska skupnost najprej, mislim, če je kera skupnost, v tem prostoru, to mora biti akademska skupnost, da kritičnih mislecev, da preizprašujemo, bi rekel, in razumemo intence teh ideološko-političnih konceptov. Drugič, da se znamo do teh intenc opredeliti in da v bistvu konceptualna vprašanja, torej vprašanja, kaj je inovativno, recimo v visokošolskem izobraževanju, da ta vprašanja, bi rekel, iz polja političnega, kjer se generirajo, vrnemo v polje, ko bi rekel, strokovnega. In v bistvu, da radikalno, bi rekel, obrnemo logiko, da nismo mi tisti, ki politične akterje sprašujemo, kaj, povejte nam zdaj, kaj je inovativno in prožno, ampak obratno, da mi kot v bistvu stroka postavljamo neke ključne gabarite razumevanja teh didaktičnih ali pa visokošolsko-didaktičnih konceptov, za katere se nam zdi vredno, da jih v naš prostor implementiramo. In da seveda na tej podlagi, potem tudi visokošolski politiki zelo jasno povemo, pod katerimi pogoji, to pomeni normativnimi, kadrovskimi, infrastrukturnimi, finančnimi in tako naprej, lahko mi dejansko spodbujamo inovativnost, tako pri učiteljih kot pri študentih, in zagotavljamo skratka, da bomo s pomočjo teh inovacij, če jih privzemamo kot nekaj zelo relevantnega, dosegamo neko, kako bi rekel, vrhunsko, znanstveno in pedagoško, didaktično, ne reč, kakovost. Sicer se bojim, da bomo ostali v neke posebne vrste vicah, kjer smo, se mi zdi zdaj tudi v tem trenutku. Ko smo uvedli bolonjsko reformo, podaljšali 4 na 5 let, ostali pri financiranju bolj ali manj 4-letnega študija, če malo poenostavim zgodbo. In ja, to res terja, pa bodo najbolj znala vodstva fakultet in univerziteta, ogromno inovativnosti in prožnosti. Pa najbolj ne tako, kot bi se želi. Hvala. Vprašanja. Pred organizatorji naslednje konference je velik izziv, da uporabi bolj prožne oblike tudi pri inovativne oblike, pri organizaciji same konference. Zdajle, pozitivna plat dejstva, da nam je zmanjkala žal ena sogovornica, je, da pa imamo na voljo čas za vprašanja iz publike, ki se sicer bila itak predvidena, ampak ponavadi pomeni bolj krajši odmor. Tokrat ne bo tako, odmora za kavo bo dovolj in imamo tudi čas za razpravo oziroma vprašanja. Izvolite. Torej, vsi se spomnimo, da je bila lansko leto 100-letnica, odkar je šla po zlu Avstro-Ogrska. Neka taka država, zelo znana po birokraciji. Danes imamo pa tudi zastavo z zvezdami EU, ki je tudi znana po tem, da je zelo zbirokratizirana. In ta birokratizacija rojeva neke take popularne stvari, o katerih je kolega tule govoril. Jaz mislim, da je projekt super in da lahko prinese ogromno koristnega.
Ime me pa rahlo zmoti. Zato, ker se mi zdi, da je največja potreba to, o čemer je govorila kolegica Milena, da se učitelji usposobijo za tisto, kar naj bi delali, da bo učenje in poučevanje učinkovito. Se pravi, da bo ta prenos, če govorimo o prenosu, čim bolj učinkovit in bo dal čim boljše rezultate. Če bodo učitelji imeli tisto temeljno znanje, ki ga rabijo, potem bodo znali biti tudi inovativni pri svojem delu. Če pa nimajo tega znanja, so pa inovativni in tista njihova inovativnost se vedno razbije na nekih čereh, ki jim rečemo metoda poskusov in napak. Tako da verjetno bo treba res delati predvsem na tem, da bomo čim več učiteljem omogočili, da pridejo do nekih novih spoznanj, kako biti bolj učinkoviti pri svojem delu, da bomo pa znali potem na to nalepiti nalepko inovativno in prožno, pa tudi ne pomim. Hvala, to je bil zelo komentar kot pa vprašanje. Hvala lepa za komentar. Vidim, da je še naslednja roka. Izvolite. Dobar dan, moj Zabela Filozofska fakulteta v Ljubljani. Ena stvar, jaz mislim, ki bi morali izrazito naglasiti v tem projektu, je branje univerzitetnih učiteljev pri urah. Ker metodika se je premaknila precej dlje od tega. Slovenci smo poznani, da javno nastopati ne znamo in da je tudi publika nekako navajena, da niti ne zgleda zdolgočasena, pa ne posluša. Če bi zdaj od tukaj videli, kaj ljudje delajo na računalnikih, bi vedeli, da in jaz mislim, da bi morali to dejansko nasloviti, da univerzitetni profesori imajo stik, očesni stik s tistimi, ki jih poslušajo in da govorijo prosto. Ne pa, da berejo iz svojih zapiskov, kar se prevečkrat godi. Jaz mislim, da bi morali kje to dejansko nasloviti in se začeti s tem ukvarjati. Ker tega je preveč in s tem nikamor ne pridemo. Če mislijo ljudje samo brati, naj dajo svoje stvari natisnjene ali pa v elektronski obliki, bojo študenti potem to sami prebrali v svojem času. Takrat, ko je pa tisti dragoceni stik učitelja z učenci, naj pa študenti, pa naj bojo njih na voljo celi, ne pa samo, da se nekaj bere. Tako da jaz mislim, da bi lahko bila ena podsekcija preganjanje branja pri predavanju. Hvala lepa za vse. Želel bi se samo na kratko odzvati, predvsem na prvi komentar, potem morda malo tudi na drugo misel. Skratka, glede imena, ne obremenjujte se z imenom. Že na začetku sem povedal, da imamo priložnost, ki nam jo je dalo ministrstvo, da v bistvu uporabimo denar za to, za kar mi mislimo, da je najbolj smiselno. In tu smo si vzeli to, kar jaz pojmujem kot avtonomija univerze in smo presodili, kar je za nas najbolj pomembno, hkrati pa ne njih preveč stisnili v kot. In to pomeni, da imamo ime projekta, ki se bomo ukvarjali z inovativnostjo, ampak po drugi strani smo si tudi naložili sami breme, da mi definiramo, kaj je inovativno, ker kot sem dejal, tisto, kar bomo mi spisali, bo podlaga za nacionalno strategijo. Jo bodo politiki verjetno malo oklestili, morda malo predrugačili, ampak podlage imamo priložnost napisati mi in še plačajo nas za to. Vemo, da za precej stvari, ki jih počnemo v predavalnici ali zunaj nje, nismo plačali.
Tako da tukaj dejansko bi jaz rekel, da je priložnost, ki smo jo v resnici zagrabili z obema rokama, ali pa z vsemi štirimi, in dejansko gre za to, da v resnici želimo tudi naslavljati ta osnovni problem. Torej, osnov visokošolske didaktike, kamor pa bomo seveda tudi lepili določene elemente inovativnosti, oziroma določene stvari, ki jih počnejo že kolegi v tujini, in če želimo z njimi sodelovati in z nekaterimi želimo, potem seveda želimo tudi govoriti njihov jezik. Jaz vam dam en primer. Mi smo bili v zadnjih 3 mesecih močno vključeni v to inicijativo Evropskih univerz. To pomeni, to je koncept, spet lahko kolega Štefanc bi rekel, da je ideološki, se strinjam. To je v bistvu zelo neoliberalen koncept, ki ga dejansko pelje predvsem Francija in želi svoje elitne univerze. Kar pomeni, da dejansko se bo na nek način uveljavil konceptu elitnih univerz, ki bodo definirale to, kar pomeni inovativno, to, kar pomeni raziskovanje, dobro ali odlično učenje in poučevanje, karkoli. In dejansko mi smo v enem konzorciju in ko smo se začeli pogovarjati noter, torej člani konzorcija pa so, recimo, če vam jih naštejem, Warwick, kaj je Univerzitet Brusel, potem Paris Saint, to je en konglomerat pariških univerz, Pompeu Fabra iz Barcelone, pa Göteborg. In seveda, ko smo se začeli pogovarjati, kaj bomo mi inovativno, lahko rečemo tudi po domače, prodali Evropski komisiji, tedaj vidiš, da precej inovativnosti ti kolegi že imajo, izvajajo, imajo seveda proračun za to, mi pa se o tem morda učimo. Ali pa nekateri se o tem učijo, nekateri pa ne upamo niti pomisliti o tem, ker ne vemo, kako bi to spravili preko našega financiranja. In seveda, Warwick se financira s oddajanjem zemlje. Je velik landlord v resnici in to je bistven element, torej bistven vir dohodka. Oxford je bistveni vir dohodka publiciranja, publicistična dejavnost. Mi tega nimamo, mi imamo ministrstvo. In dejansko takrat tudi smo pri nekaterih stvarih, v katerih smo sodelovali, smo bili aktivni, smo bili zelo konstruktivni, ampak nekje smo pa videli, da v resnici nam marsikaj manjka, ker bodisi nimamo nekih alternativnih verov ali pa nas država v tistem delu ne podpre, pa bi nas morala, zato da bi to vrstne ideje razvijali na nek način zunaj teh takih projektov, ampak bolj integralno. Kar se pa tiče drugega dela, absolutno se strinjam. Jaz mislim, da je tukaj tudi stvar obremenjenosti. Ravno s kolegico smo govorili o faktorizaciji. Če imate vi faktorizacijo, torej dejansko morate oddelati več z manj, seveda imate tudi manj časa, da se pripravite. Če imate vi pritiske hkrati še za raziskovanje in ne vem, če ste brali osnutek novih meril za ko je že merila za visokošolske programe, nekaj tajzga, se mogo bi jih vedeti na pamet, pač meril, zame so merila, tam noter imate predlog spremembe za doktorski študij, kjer je lahko nosilec predmeta za doktorski študij samo tisti, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev projekta ARRS, kar bi marsikdo rekel, se to je normalno, v redu, ampak vemo, kdo dominira politiko ARRS-ja, to niso izobraževalne ustanove, to so raziskovalne ustanove, inštituti. In dejansko odvisni bomo od njih, kako bomo mi izvajali svoje doktorske programe. In vam lahko povem za doma, sicer to ni satelit, pol doktorskih programov nam pade. Zato, ker si je nekdo zmislil od zunaj nek raziskovalni standard, ki so ga postavili inštituti. In ne govori nič o kakovosti doktorskega študija, če smo čisti iskreni. Tako da dejansko imamo pač problem, je pa dejstvo in to je pa del, ki sem ga hotel dejansko potem deliti. Seveda smo obremenjeni tudi z nekimi zunanjimi sistemi, ki od nas na nek način zahtevajo torej objave v revijah v zgornji četrtini in tako naprej. Ampak
Imam pa eno izkušnjo, ki smo imeli na koncu leta, ko smo dejansko ugotovili, da imamo še malo več sredstev iz RSF-ja. To je razvojni steber financiranja, ki ga v bistvu univerze izpogajajo z ministrstvom. Na podlagi novega zakona, kolegica z ministrstva je tudi ta del omenila in dejansko namignila, da bi si želela, da ta del postane tudi integralni del, ki razvija kakovost učenja in poučevanja in se strinjam. S tem delom se absolutno strinjam. In se ne, da se z drugimi deli ne, ampak dejansko tudi ta del absolutno drži. No, ampak tukaj gre pa potem na temo motivaciji. Smo imeli izobraževanje, ki so skrajno draga, torej, ki dejansko po osebi stanejo preko 1000 evrov. Dejansko preko 2000, če smo iskreni. In so se prijavili posamezniki in potem niso prišli. In tukaj pa dejansko vidite, ko končno dobite možnost, da v bistvu vlagate v svoj kader, se vam pogosto pa zgodi, da se bodi si, ne bom rekel, ne prijavijo, ker pa nas se prijavijo, ampak ne pridejo. In je dejansko potem to klofuta nam, ki se trudimo to omogočiti, tistim, ki se trudijo to izpogajati in tistim, ki to dajo. Tako da dejansko nekaj ali pa nekaj krivde je vendarle seveda tudi na nas samih. Ne bom pa rekel, da je dejansko to edina krivda, ker, kot sem dejal, ti zunanji sistemi nas res silijo v to, da vse manj gledamo, kako dobri smo pač v svoji predavalnici. To je dejansko postalo postranskega pomena in jaz mislim, da tukaj tam je bila ena alineja pri tisti strategiji pred tem, da bomo vse to, kar bomo tukaj dejansko tudi skozi razpravo ugotovili, tudi spravili v svoja merila. Ker tudi tukaj je ta avtonomija univerza. Čeprav recimo direktor nacionalne agencije pravi, da je univerza, on razume univerzo kot NAKVIS, univerzo in ostale deležnike. Jaz mislim, da je univerza univerza. Torej, univerza so njene članice, uprava in učiteljska skupnost, ki bo definirala ta pravila. Zaenkrat je še vedno tako, tako da upam, da bomo notranje resnično začeli tudi te dele ceniti, ki jih trenutno pač spregledamo. Hvala. Če počasno. Dober dan tudi z moje strani. Sama sem v Mariboru na univerzi prorektorica za študijske zadeve in se seveda v tej poziciji čutim izrazito naslovljena in odgovorna za to področje. Moram povedati, da sem bila lansko leto pravzaprav tudi osebno izjemno vesela, da se je ponudba, razpis ministrstva pojavil in vidim to kot priložnost za razvoj tistega, kar je mogoče razviti v boljšo smer, hkrati pa tudi kot izziv. Zagotovo smo partnerji, ki smo vstopili v ta projekt že na začetku na različnih razvojnih točkah. Univerza v Ljubljani ima v tem trenutku gotovo razvite več infrastrukture za to, da v projekt vstopi in ga izpeluje, kakor imamo na voljo v tem trenutku mi. Ampak hkrati je pa to priložnost, da razvijamo tisto, česar nimamo. Da uporabimo resurse, ki jih na svoji univerzi imamo, da jih povežemo v nek sistem in da tudi po koncu tega projekta izpeljujemo strategijo naprej, skratka, da v tem pogledu napredujemo. In v tem pogledu se zares čutimo izzvane in je to za nas možnost, da peljemo to v pravi smeri. Seveda pa hkrati za začetek v tem projektu to tudi neka bojazen, ali bomo uspeli to izpeljati, doseči zastavljene cilje. Tu se pa zdaj odpira nek prazen prostor, v katerem se v tem trenutku zagotovo ne čutimo še suverenih, ker postavljamo nekaj na novo. Tisto, kar se meni danes ob tem, kar je bilo povedano, utrnilo, je, da moramo absolutno v naši sredini v to pritegniti vse odločevalce, začenši z vrhom univerzitetne piramide.
Torej, če bomo pridobili za to celotno vodstvo univerze, če bomo ustrezno naslovili dekane fakultet, če bomo ustrezno naslovili senate fakultet in pristojne komisije, potem imamo že s tem postavljeno neko ozadje, ki nam bo pomagalo, da idejo napredka v kvaliteti poučevanja implementiramo na različne možne načine, tako kot je znotraj projekta zastavljeno. V tem pogledu bom sama zagotovo poskušala na svoji univerzi narediti vse, kar je mogoče, in začeti pri vodstvu univerze kot nekem organu, timu ljudi, ker se mi zdi, da brez podpore recimo prorektorja in prorektorice za kakovost, podpore prorektorja za raziskovalno področje, absolutno ni mogoče, da na tem področju sami in neodvisno od drugih dosegamo to, kar si želimo. Mi potrebujemo na svoji univerzi zagotovo tudi neke vrste center, ki bo v sebi združeval vse tiste odličnosti, ki jih za to potrebujemo, da bo naša ponudba na tem področju postala konstantna. Hkrati, če imam že besedo, bi pa seveda želela tudi tole povedati, da problem visokošolske didaktike v resnici je neke vrste problem, ki smo se ga mnogo premalo zavedali in ga mnogo premalo naslavljali, kajti predpostavljali smo vedno, da znanstvena odličnost v sebi avtomatično vključuje imanentno že tudi pedagoško odličnost. To dvoje sta pa seveda dve različne kategoriji. In ob tem bi mogoče želela še to povedati, da niso študentske ankete edini kazalniki, ki nekaj povedo o pedagoški odličnosti. Tudi to je določene vrste problem, v katerem se zelo hitro zapeljemo v težnjo po neki všečnosti študentski populaciji. Učna situacija je po moji logiki tudi vedno neke vrste konfrontacija učiteljevih zahtev, ki so praviloma višje nastavljene od tistega, kar študenti samo po sebi že imajo in kar lahko brez nekega izjemnega napora ali pa brez nekega posebnega napora izkažejo. In ker so seveda kazalniki študijske uspešnosti v obliki ocen, s katerimi tekmujemo za različne nagrade znotraj študija in po končanem študiju tudi izjemno pomembni, in ker smo praviloma in živimo in delamo v storilnostni družbi in v storilnostnem okolju, tudi študenti gledajo z te perspektive. In če je merilo pedagoške odličnosti neke osebe to, kako se je pripravljena v vseh pogledih prilagoditi študentskim pričakovanjem, zniževati kriterije, olajšati njihovo delo, potem seveda to ni edino in verjetno bo tudi na tem področju še treba o čem razmišljati. Ampak hkrati se pa seveda zavedam tudi tega dejstva, da pedagoško osebje na univerzah in drugih visokošolskih institucijah je pravzaprav najmanj opremljeno s ustreznimi znanji in veščinami za to, da bi to lahko dobro delali. To velja kot neka splošna ugotovitev, za katero imam jaz za seboj tudi kar precej izkušenj in veliko let sodelovanja s kolegi in kolegicami. Zakaj gre? Zato, da so pravzaprav s pedagoškimi znanji izhodiščno opremljeni samo tisti, ki so svoje matične študije opravljali na edukacijskih ali pedagoških inštitucijah oziroma študijih. Ostali pa ne. In se to od njih, vsaj v okolju, iz katerega prihajam, praviloma ni sistemsko zahtevano. Kolegica doktorica Rojko je prej povedala, da je preizkus pedagoške usposobljenosti povezan z enim javnim predavanjem, ki traja 45 minut in ki ga ocenijo kolegi iz najboljše sredine ali pa strokovni poročevalci, ki so tej sredini blizu. In to pomeni, da to pravzaprav ni nobeno sito, ki bi preverjalo pedagoško usposobljenost posameznega človeka. Kasneje, v vertikali tega pedagoškega preverjanja,
pa seveda tudi vsega drugega, kar sodi zraven, ne poznamo več, medtem ko vsak učitelj od osnovnošolskega okolja naprej je drugače obvezno usposobljen in tudi preverjen. Če tega nimamo, potem kaže to na nek način tudi nastaviti. Zelo verjetno akademsko okolje ni primerno za to, da se nastavlja to v smislu kontrole in pritiskov, ampak v smislu pomoči, podpore, ponudbe, odpiranja možnosti in v tem okviru pa jaz vidim res zelo veliko priložnosti za ta projekt. Hvala lepa. Prihajam iz Univerze na Primorskem. Jaz bi rada nekaj spregovorila o sistemskih pogojih, zato da smo lahko kritični v poučevanju in v učenju. Zdaj, vodja projekta je že na kratko omenil faktorizacijo in seveda vemo vsi, kaj to pomeni potem tudi za kakovost dela. Mislim, da se nahajamo v trenutku, ko bi morali v tej sredini biti sposobni spregovoriti tudi o nekaterih teh sistemskih pogojev. Verjetno veste, da se ponovno odpira visokošolska zakonodaja. Pravo se strani vodstva Univerze v Mariboru je celo vprašajna pobuda, v kateri smeri ne bi spremembe šle. In ponovno razmislek o tem ne gre v smeri kakovosti, oziroma to spet puščamo nekako pri strani. Mogoče smo pa mi tista sredina, ki bi lahko kaj rekla o tem, ali je recimo ta normativ v zakonu o visokem šolstvu, ko govorimo o 180 urah predavanj, še vedno primeren. A je še vedno primerno, da delimo kontaktne ure na predavanje in vaje? Mogoče bi lahko v zakonu rekli, da mora posameznik narediti toliko kontaktnih ur. To ni edina formula, pa tujini recimo poznajo načine, kako bi rekli, normiranja ali popraviti profesorjev, ko se govori o ECTS-ih, ki jih moraš na ravni nekega leta recimo delati. To bi verjetno tudi zmanjšalo pritisk, ki se dogajajo, kot vemo, potem na to, koliko je v predavanjih, vajah, seminarjih in tako naprej. Mislim, da mora pobuda za neke spremembe priti iz te sredine. Ne vidim neke druge sredine, odkudar bi to lahko prišlo. In tudi se ne želim, da bi še naslednjih 10 let zacikleni v to delitve predavanja vaje 180, potem se pa hudi grehi na področju kakovosti dogajajo, ko se pogovarjamo o delitvi ur in ko se pogovarjamo o načrtu za naslednje leto in potem talamo tista predavanja in vaje in je edini vidik, da smo na 180, ne preveč pod, pa ne preveč nad in so potem, kako bi rekla, vprašanje kakovosti nekako puščena v strani. To je recimo en tak trenutek, oziroma smo mi ena taka primerna sredina, ko bi verjetno lahko začeli se razmišljati o nekem drugačnem sistemu tega vrednotenja. Druga recimo stvar, sabatika, ta je tudi urejen v visokošolski zakonodaji, pa se sploh ne izvaja. Tudi tukaj mislim, da bi morali narediti nek premik. Če bi sabatika funkcioniral, verjamem, da bi verjetno imeli več visokošolskih učbenikov. Zanimivo bi bilo mogoče zdaj raziskavo, kako je faktorizacija in ta, kako bi rekla, ukinitev sabatikala, seveda zaradi finančnih zahtev, vplivala na število visokošolskih učbenikov. Ne vemo, kaj se dogaja s tovrstno publicistiko, kako je s tem. Skratka, nekako dajem pobudo vodi projekta, da poskuša nekako najti način, da bi lahko o teh vprašanjih razpravljali in mogoče dali tudi kakšno pobudo, da se določene spremembe zgodijo v visokošolski zakonodaji. Če ne bomo o tem govorili, se bojim, da bomo zamudili vlak. Hvala. Zelo kratek, ker ne želim vzeti oziroma dominati preveč časa, oziroma ne želim imeti občutke, da sem jaz veljavni na tem vidku. Se popolnoma strinjam. To, kar ste povedali, je v bistvu
osnovni problem, no, ki smo ga na nek način različni sogovorniki že izpostavili na začetku, sam vidim kot torej, te izzive neposredno povezane s projektom v tistem delu, ko smo dejali, da spremenimo notranje sisteme in seveda tudi to naslovimo na sistemski ravni, torej na slovenski ravni, preko same strategije oziroma resolucije. Zdaj, vsi vemo, da v resnici paralelno potekajo tudi drugi procesi. Nekako potem, kot sam vidim, je dejansko rektorska konferenca zelo primeren forum za to vrstno početje, tako bodi si najprej znotraj posameznih delovnih skupin, potem pa seveda na ravni zasedanj samih rektorjev in tistega, kar rektorji sklenejo, ker na nek način, ko gre za sistemski problem in ko dejansko najdejo neko strinjanje o tem, o samem problemu, potem načeloma začnejo biti tudi slišani ali pa vsaj jih v večji meri poslušajo. In nekako sam bi lahko dejal, da morda ravno trenutno dogajanje okoli sprememb različnih velikih, enkrat se veste, enkrat so za izvolitev, drugič so za akreditacijo, tretjič so za prehode, pa še kakva bodo blane, dejansko ravno ta odziv, da ne samo odzivanje na posamezne spremembe ne bo več tako, kot je bilo, ampak tudi, da način razprave ni več primeren ali ni primeren, vprašanje, če kdaj bil, je eden od jasnih odgovorov rektorjev oziroma v tem primeru univerze, in tu mislim predvsem visokošolskih institucij, da na način, kot ga bodi si ministrstvo, bodi si posamezni organi, ki imajo moč regulacije na tem področju, vidijo, ni več primeren oziroma da ta dialog mora potekati na drugačen način, kjer bo to neke vrste deliberacija. Zdaj, kakšen bo izid tega, ne vem. Je pa dejstvo, da smo v marsičem prišli do, bom rekel, tako daleč, da v bistvu na enak način ne bomo mogli nadaljevati. In sam bi rekel, da morda je tak zelo jasen znak, kaže že zadnji sklep rektorske konference, da v bistvu na način, kot je predvidela nacionalna agencija, se univerze ne bodo odzivile, ampak bodo skupaj na nek način predstavila svoje stališča, hkrati pa zahtevala drugačno obravnavo. Tega verjetno ne bi smel deliti, ampak interno smo vendarle videli, da je ta sklep oziroma predvsem na nek način ta dogovor odmeval po slovenskem visokošolskem prostoru, ker so začele prihajati drugačne pobude po tem, da bi se na nek način vendarle pogovarjali drugače. Kar pomeni, ustvarjamo na nek način pogoje za to, da dobimo nek forum, kjer se bomo lahko pogovarjali o dejanskih problemih in kjer nas bodo slišali, da dejansko podamo tudi v okviru rektorske konference 40 predlogov za izboljšavo in nas enostavno ignorirati. V primeru meril, v primeru marsičesa drugega, tudi vzorčenih evalvacij in tako naprej, ki se zdaj uvajajo, je potekalo ravno tako. In na to v resnici več ne pristajamo, ker mislim, da smo toliko zrel prostor, da vendarle lahko to tudi rečemo in na nek način drugačen angažma tistih, s katerimi se pogovarjamo, tudi izsilimo. Vendarle nas oni tako močno potrebujejo kot mi njih ali celo še nekoliko bolj. Hvala, vodi projekte za replike. Hvala vsem sodelujočim za misli. Še eno repliko imamo tukaj, ne? Potem vas toplo vabim, da tako konstruktivno razpravo nadaljujemo v sosednjih prostorih ob kavi.
ko se razvijajo zelo zanimivi pogovori in vas potem vabim, da ob 11:15 nadaljujemo z delom. Hvala. Ja,